Velikokrat šele v težavnih situacijah ljudje spoznamo, kako lepo je življenje in kako hvaležni smo lahko za marsikaj. Ja, hvaležnost nam prinese pozitivno motivacijo za naprej, tistemu, ki jo izražamo, pa lahko polepša dan. A kaj, ko se tega vse premalo zavedamo? Se mi zdi, če smo hvaležni, da se potem tudi te stvari, za kar se zahvaljujemo, pomnožijo. In se mi zdi, da so takšna malo bolj obdobja, ko so malo večji izziv, res dobra za to, da se zavemo, da ni vse samoumevno. Tako da ne rabimo biti hvaležni samo takrat, kadar nekaj izgubljamo, ampak je fajn, da se tega zavemo, da se vsak dan spomnimo, kaj so vse tiste stvari, na katere smo lahko hvaležni. S hvaležnostjo vesolju sporočamo, da smo že zdaj, v tem trenutku, zadovoljni s tem, kar imamo, in ne da samo čakamo na boljši jutri ali mislimo, da se sreča skriva za vsakim naslednjim vogalom. Barbara Imperl ugotavlja, kako pomembno se je zahvaliti za svojo družino in prijatelje, saj jih imamo prevečkrat za samoumevne, so pa dejansko oni tisti, ki nam lepšajo vsakdane. Zato sem hvaležna za čisto vsakega prijatelja posebej, za mami, za očima, brata, babico, dedka in drugo babico in vse tiste, ki me imajo radi. Tako da mislim, da je to tisto, za kar sem jaz najbolj hvaležna, pa ja, za mojega mucka in oba kužka. Materialno je pomembno, a ne tako, kot si mislimo. Veliko bolj so za naš obstoj nujni dobri odnosi in malenkosti, ki nas razveselijo. Hvaležnost se seveda z leti spreminja. V teh letih sem hvaležen zjutraj, ko prebudim oči, pa se ne sliši tako morbidno. Vesel, da sem živ, da lahko pogledam v ta svet in ko stopim pred špegel in vidim tega desca veselega, si rečem, danes bova pa spet zmagala. Vesel sem usodi, vesel sem tej sreči, da me je pripeljala tja, kamor me je. Vesel sem ljudi, vesel sem družine in domačih, vesel sem radosti in veselja. Vsega tega sem vesel. In vesel sem vsakega dneva znova, ki ga želim, hočem in sedaj tudi znam polno uživati. Ja, res je, pa naj se komu sliši še tako brez veze. Hvaležni bi morali biti za vsak sončni žarek, ki nas prebudi v čudovito jutro. In hvaležni bi morali biti, da živimo. Domen Hren se tega prav gotovo zaveda. Je pa najbolj hvaležen svoji družini za vse lepe trenutke. Skozi leta in različne izkušnje pa se tudi veliko naučiš, pravi. Največ pa se naučiš, ko greš skozi krizno obdobje. Z družino so prestali marsikaj in se marsikaj naučili. Naučili smo se, da pravzaprav lahko brez marsičesa preživimo. Naučili smo se, da je marsikaj v življenju lahko čist komot odveč in se imamo lahko enakovredno dobro in enakovredno radi. To je prva stvar, za katero sem hvaležen, torej v tej izkušnji in tudi sicer, to je moja družina. Drugo, za kar pa sem hvaležen na splošno življenju, pa je, da lahko opravljam svoje poslanstvo. Morda se tega še nekaj časa nazaj nisem zavedal, ampak čedalje bolj ugotavljam, da je moje poslanstvo točno to, spravljati ljudi v dobro voljo, biti jim ob strani, takrat, ko je marsikomu hudo. In na radiju, na televiziji, v časopisu smo točno to. Tam smo, da ljudem krajšamo čas, da jim naredimo tisti trenutek lepši in boljši. In mislim, da je to jedno tako lepo poslanstvo, za katerega sem prav tako zelo hvaležen, da ga lahko opravljam in izpolnjujem. Hvaležna sem za to, da lahko sploh čutim. Hvaležna sem za vse iskrene ljudi okrog sebe, hvaležna sem za svojo družino, za svoje prijatelje, predvsem pa sem hvaležna tudi za to, da lahko v življenju počnem vse stvari, ki so mi pri srcu, da lahko plešem, da lahko montiram prispevke, da lahko se družim z glasbeniki, da lahko hodim na predstave, da razveseljujem malčke, tiste naše najmlajše. Hvaležna pa sem, mogoče bo zvenelo malo samovšečno, ampak vsekakor sem hvaležna za svojo vztrajnost, trdnost, za svojo žensko moč, hvaležna sem tudi za svojo inteligenco in pa za nekakšno svojo pozitivno naravnanost. Zelo sem hvaležna za svojo družino, zelo sem hvaležna za to, da imam ljudi v življenju, ki so videli vse moje obraze in tudi, ko mi ni bilo fajn, so stali ob meni in se pač potrudili
me nekako spraviti, dvigniti. Tako da recimo to, potem hvaležna sem za svoje talente, hvaležna sem za to, da opravljam tako luštno delo, kot ga opravljam. Hvaležnost ni samo odnos do življenja in štetje preteklih, trenutnih in bodočih blagoslovov, ampak je prav tako način življenja, ki daje smisel preteklosti, omogoča vizijo za jutri in, kar je najbolj pomembno, prinaša mir in spokojnost vsak sedanji trenutek. In mislim, da bi vsak od nas moral vsak dan reči vsaj enkrat hvala. Se splača, res.